svoboda izražanja, pravzaprav sta dve besedi, svoboda in izražanje. Torej, izražanje ima višjo funkcijo, višjo besedo kot izražanje svobode govora. Ne? Govor je samo govor. Tukaj se lahko postavimo na dve stvari. Svoboda tega, kar govornik pove, izrazi, pove, in pa svoboda poslušanja, ki vpliva. A sem jaz svoboden, da poslušam to, kar dobim, ali sem svoboden izražati. Oboje je svoboda izražanja. Ker se v meni tudi izražajo čustva. V meni se potem odkrivajo zastori in tako naprej. In tukaj je en čudovit člen, o katerem vam bo Viljana danes tudi povedala, to je 39. člen Ustave, ki govori o tej svobodi izražanja, kako in s čim je zagotovljena svoboda izražanja, svoboda misli, svoboda govora in javnega nastopanja. V praksi bomo sedaj o tem skupno razmišljali z predsednico društva za srečno življenje Belis, Viljano Belis. Viljana, prosim, izvoli. Najprej bi, če dovolite, prebrala ta 39. člen iz Ustave. Zagotovljena je svoboda izražanja misli, govora in javnega nastopanja, tiska in drugih oblik javnega obveščanja in izražanja. Vsakdo lahko svobodno zbira, sprejema in širi vesti in mnenja. Vsakdo ima pravico dobiti informacijo javnega značaja, za katero ima v zakonu utemeljen pravni interes, razen v primerih, ki jih določa zakon. 39. člen Ustave je čudovit. Lahko smo hvaležni za njega. Imamo pravico govora, izražanja, zbiranja. Vse te pravice so nam dane celo po Ustavi in vlada jih mora spoštovati in ne omejevati. Svoboda govora je bila v zadnjih 2 letih zelo napadena, prepovedana. Veliko nas je, ki smo to okušali, spoznavali, občutili in vendar nismo se odmaknili. Vedno so poti, s pomočjo katerih lahko izražamo tisto, kar čutimo in kar gradi našo skupnost, Društvo za srečno življenje Belis, ki temelji na členu brezpogojna ljubezen. Naš člen, 9. člen, je člen, ki nas stimulira, ki nas navdihuje, ki nas povezuje, ki nam daje ščit. In jaz sem zelo ponosna na vse nas, da smo to živeli, da smo govorili, da smo bili aktivni te 2 zadnji leti. Naš namen je bil samo dober, ščititi življenje, blagoslavljati življenje, ljudem dajati suverenost, polnomočje, da se lahko zavzamejo za življenje zase in da lahko rečejo ne vsem tistim stvarem, ki kršijo naravni zakon, zakon življenja, zakon nedotakljivosti, zakon svobode govora in zakon seveda tudi združevanja in izražanja mnenj. Aktivni smo bili 2 leti in še bomo aktivni. Ne bomo se odmaknili ne glede na ovire, ki jih imamo okrog nas. Ne glede na to, da nam resnično
Določeni segmenti v naši državi nasprotujejo, omejujejo, prepovedujejo. Mi smo tukaj za vse nas, za skupno dobro. In spodbujam vas, da širite resnico, ki osvobaja vse nas, da širite dobro, da širite vsa tista spoznanja, ki veste, da ljudi osrečujejo, ki jih ščitijo, varujejo. Imamo ogromno dobrih posnetkov na YouTubu. Zagrozili so nam, da nas bodo zablokirali popolnoma. Ni problem. Oni nas lahko zablokirajo. S tem bodo sebe zablokirali. Samo sebe. Nas ne morejo. Ne morejo nas. Ker mi to, kar smo, smo. In smo že lučke, ki svetimo. Smo ljudje, ki širimo resnico. Smo ljudje, ki stojimo trdno na tej zemlji in vemo, kdo smo in kam gremo in zakaj delamo to, kar delamo. Včeraj sem dobila informacijo, da so enega starejšega gospoda, 60 let star, obsodili na 16 let zapora, ker v družini so imeli eno situacijo, ne bi o tem govorila. Nihče ni umrl. In vendar je dobil 16 let zapora. Jaz ščitim družinske člane, normalno. Nisem za nasilje, nisem za kršenje človeških pravic, nedotakljivosti in svobodne volje. Ampak ni razmerja. Tukaj v Sloveniji v zadnjih 2 letih ogromno ljudi umrlo zaradi zavajanja, zaradi cepiv, zaradi nerazumevanja, zaradi pomanjkljivih informacij. In nihče ni odgovoren. Nihče še ni zaprt. Nihče še ni na sodišču. In vprašam se, zakaj se podpira zlo in ne življenje? Zakaj se krši ustavo? Ustava podpira življenje. Zakaj smo tiho, ko okrog nas ljudje trpijo in umirajo za posledicami cepljenja? Imamo svobodo govora. Imamo svobodo govora. Včeraj sem bila na banki in tisti mladenič, ki se je cepil, je včeraj zelo šepal. Boli ga noga. In ko sem ga vprašala, če bi se še kdaj cepil, je njegovo obličje se spremenilo v jezo. Nikoli, nikoli več. Enkrat je bilo dovolj. Imam dovolj posledic. Nategnili so me, zavedli so me. Pa to ni edini primer. Ljudje tiho trpijo in mislijo, da je trpljenje del življenja. Pa ni. Življenje je življenje, da se ga rodostimo, da živimo, da smo to, kar smo, otroci ljubezni. In nihče nima pravice. Ne v imenu odloka, ne v imenu zakona. Siliti mame, da cepijo svoje otroke. Ko sem jaz svojo hčero cepila prvič, blizu 1 leta, po tistem obdobju so se začeli njeni problemi. Bronhitis, vročine, slabši imunski sistem. Njeno zdravstveno stanje ni bilo poslabšano zaradi moje prehrane ali zaradi spremembe prehrane, ampak zaradi cepiv. Zaradi cepljenja. In jaz to danes vem. Če bi to vedela že pri prvi moji hčerki, ne bi jo cepila. Resnično ne. In zato razumem vse mame, ki so cepile svoje otroke, ki jih cepijo, da jih cepijo zaradi neznanja, ker so zavedene, ker jih učijo napačno,
ker ni svoboda govora na tak način, da bi se resnica oznanjala. Oznanja se vse tisto, kar ni resnica. Časopisi, filmi so polni nasilja in informacij, ki nas vodijo v napačno smer. In ko nekdo začne govoriti o Božjem kraljestvu na zemlji, smo za njih čudaki. Pa se je normalno, da je bolezen, normalno, da je smrt, normalno, da umiramo, normalno, da se kregamo, normalno, da se ločujemo, normalno. Ni to normalno. To je posledica zavajanja. Posledica, ker se ne govori resnice. Ker je resnica zakrita, prepovedana, onemogočena. In kdo onemogoča to resnico? Tisti, ki živijo na račun neresnic. Predstavljajte si, kako bi bilo na sodiščih, če bi se vsi radi imeli, se ne bi kregali, drug drugemu bi odpustili, bi bili pošteni drug do drugega. A bi sodišča sploh funkcionirala lahko? Kako bi bilo v cerkvah, če bi bili vsi svetniki? Kako bi duhovniki sploh lahko imeli svoje službe od reševanja ljudi od grehov, če bi že bili vsi to, kar smo, otroci ljubezni, resnice in sveti? In le kako bi bilo, če bi bili vsi zdravi, polni svetega duha, duha življenja, duha radosti, duha miru, izobilja? Ja, pa zdravniki ne bi imeli služb. In oni se morajo zmisliti cepljenje, zdaj imajo ogromno dela. Vse bolnice so polne zaradi posledic cepljenja. Jaz poznam ogromno ljudi, ki imajo posledice cepljenja. Pa lahko me YouTube zdajle popolnoma skensla iz svojega kanala, ker je podpisal pogodbo pred parimi dnevi, da bo vse, kar bodo govorili proti svetovnemu zdravstvenemu sistemu in globalizmu svetovnemu in vsem tem raznim odlokom, da jih morajo skenslati, da se resnica ne bo širila, da ne bo svobode govora, svobode izražanja, da se resnica ne bo širila po Googlu, po YouTubeu, po Facebooku. Ampak resnica bo in zmaguje. Ne da se jo ubiti. Človek ubija sebe, ko ubija resnico v drugih ljudeh. In vsak, kot je danes že Stojan povedal, bo svojo žitev jedel, živel, jo občutil in karkoli dobrega storimo sebi in bližnjim, naredimo to sebi in za skupnost. In karkoli slabega naredimo sebi in tudi skupnosti. In če nam govorili, če nam opozarjali, če se nam drug drugemu odpustili, potem bomo šli v napačno smer. Bomo šli v smer smrti, trpljenja, bolezni, prepirov, sodb, tožb, prekrškov, kaznovanj. Lahko pa se množično Slovenija odloči za resnico, za ljubezen, za življenje, za svetega duha, za duha življenja, ki daje življenje, ki vzdravlja bolnike, ki obuja mrtve. Samo odpreti se moramo. Mi imamo doma pipo toplo in hladno. Za hladno vodo in za toplo, ampak mi se odločamo, a bomo odprli vročo vodo ali hladno. Tako se tudi mi odločamo. Ali bomo verjeli življenju, verjeli, da smo otroci življenja, da smo zdravi, da lahko se izražamo, da nas ne bo strah in da je naša duša večna, ali v radosti, ali v trpljenju. Mi se odločamo, ali bomo verjeli smrti, lažem, prevaram, vsem tem, kar nam
želijo predstaviti. Strašijo ljudi, zato da je več bolnikov, več bolezni, več smrti. Danes sem slišala, da so na pokopališčih zaposlili dodatne ljudi. Biznis teče, ful dober. In vendar, grobovi so polni trpljenja in zmot in zablod od ljudi, ki so v grobovih. V teh dnevih so nekateri se spominjali svojih mrtvih. Jaz osebno sem vse svoje sorodnike dala dobesedno Bogu in sem slavila 2. november, dan svetih. Vsi grobovi mojih sorodnikov so prazni. Jih ni noter. Iz pepela, prahu smo bili ustvarjeni in ko nam se vdahne dih življenja, dih ljubezni, živimo. Ko ta dih odide, smo hladni in telo gre v prah. Ampak naša duša, to, kar smo mi, to, kar dela to našo osebnost, to je neuničljivo, neumrljivo, netrohljivo. Samo vprašanje je, ali to odide na frekvenco radosti, ali na frekvenco bolečine, ali na frekvenco jeze, ali na frekvenco žalosti. To pa je od nas odvisno. Danes sem se pogovarjala tukaj z enim gospodom in dobil je novo spoznanje. Verjel je, da bo on pomagal svojemu prijatelju, ki se je 7-krat cepil, z bioresonanco. In Sveti Duh je skozi mene mu dal poduk. In čutil je resnico, začutil je, obraz se mu je zasvetil in slišal je. Slišal je, da nas samo Božja ljubezen živi, ozdravlja, obuja od mrtvih in da moramo biti odprti za Svetega Duha. Za duha resnice, za duha ljubezni, za duha sočutja, za duha življenja. In mi se odločamo po svobodni volji. Ali bomo govorili resnico, ali bomo govorili laži. Par dni nazaj so v Slovenskih novicah celo objavili zanimivo informacijo, ki je popolna laž. Jaz vem, da je laž. Še marsikdo ve, da je laž. Ampak veliko ljudi verjame tem lažem, ki jih Slovenske novice tako rade na veliko objavljajo, da si povečajo naklado in dobiček. Kolega mi je rekel, zahtevajo od Slovenskih novic popravek. Povej svojo resnico. Tudi če jo bom povedala njim, jo ne bodo niti slišali, niti občutili, še manj pa napisali. Ker njihova naloga ni pisati resnice o življenju, o Bogu, o Svetem Duhu, o ozdravljenju, o zdravju. Oni živijo na račun slabih novic. In tudi, če niso slabe novice, jih oni naredijo slabe. Malo dodajo, malo dozamejo in pride ven cela godla. Priznam, bila sem prizadeta, skoraj 1 uro sem jokala. Tako me je bolela ta laž. Ampak, kaj bi mi nucalo, če bi bila še danes slaba volja? Če bi bila še danes jezna na novinarje, na Slovenske novice, na hčero, kaj bi mi to nucalo? Tukaj bi bila pred vami sa objokana ali pa že na psihiatričnem oddelku. Iskreno vam povem,
Ko pride neurje, ko pride test, takrat se moramo spomniti, da lahko se mi odločimo za vodo življenja. In v tisti moji notranji nemoči sem samo prosila, Bog, pomagaj mi. Sveti Duh, pridi, očisti me. In Sveti Duh je prišel v sekundi. Če bi to znala narediti leta 97, ko sem bila prestrašena zaradi majhne ranice, bi bilo meni in marsikomu veliko prišparanega. Ampak takrat, v tistem strahu, sem delala še bolj neumne stvari in sem mislila, da bojo zdravniki pomagali meni in otroku ozdraviti tisto malo ranico na ritki. Pa je niso. Zlorabili so moje zaupanje. Mojo vero v zdravnike so zlorabili. Mojo naivnost so zlorabili. In dolgo let sem rabila, da sem razkrila resnico. Ampak sem bila vztrajna. Bog, povej mi, kaj sem jaz narobe naredila? In kaj je prava resnica? In po kaplcah sem to resnico dobivala. To, kar je moja krivda, priznavam. Nisem imela vere v Boga. Osebne vere v Svetega Duha nisem imela. Osebnega odnosa z mojim izvorom življenja nisem imela. Bila sem odvisna od možove ljubezni, od ljubezni bližnjih. Priznam. In če bi bila že takrat eno z mojim izvorom, se to ne bi moglo zgoditi. Vendar to ne pomeni, da sem jaz kriva. Bila sem nevedna. Bila sem v bolečini, bila sem v strahu. In zato jaz nikogar, ki se je cepil, ne obsojam. Imam globoko sočutje do vseh teh ljudi in molim, da jim Bog da razodetje, ozdravljenje po milosti njegovi, če se bodo na njega obrnili. In tudi danes sem temu Tomažu, ki bo tukaj, rekla, če želiš svojemu prijatelju resnično ozdravljenje, potem pojdi k njemu in prosi Svetega Duha, da bo skozi tvoje roke, skozi tvoje srce deloval na tega tvojega prijatelja in prosi, da ga Bog skozi tebe ozdravi. Ne ti ga ne moreš. Tudi jaz ne morem nikomur nič narediti. Jaz plus moj namen in moja predanost Božji volji pa dela čudeže. In teh čudežev je bilo že kar nekaj v mojem življenju. In še jih bojo. Zakaj? Ker se zavedam, da je Bog tisti, ki daje življenje, da je Bog tisti, ki nas zdravi, da je Sveti Duh tisti, ki nam ga pošilja Bog in Jezus iz neba, ampak samo tisti, ki verujemo v to. In Sveti Duh je tisti, ki mene uči. In Sveti Duh je tisti, ki skozi moja usta govori to, kar govorim. Lahko vam priznam, da vsakič, ko Mihael naredi film, ko poslušam samo sebe, se jaz največ naučim. Ker takrat, ko govorim, sem odprta za resnico. In molim in prosim, da kaj takega povem, kar je v skupno dobro. Ker je Božja volja. In danes vam iskreno tukaj govorim, da tudi pri svobodi govora ne smemo izkoriščati te svobode govora, da ljudi prezadanemo, da lažemo o ljudeh, da jim želimo slabo, ker z usti lahko tudi veliko slabega naredimo. Moramo se osebno vsi odločiti, da bomo delali za skupno rast, za skupno dobro. In da bomo drug drugemu res odpustili tisto, kar je rana v nas ali okrog nas, ali smo jo mi zadali nekomu, ali so jo drugi nam zadali iz nevednosti. Jaz verjamem, da je ogromno zdravnikov bilo tudi zavedenih v teh zadnjih 2 letih. Verjamem, da je ogromno ljudi resnično bilo zavedenih, ko so spodbujali cepljenje.
vendar je tukaj čas, ker so posledice, ker jih vidimo vsak dan, da se prebudimo, da povemo na glas, se pokesamo, ni bilo okej. Nismo delali to, kar bi lahko delali, nismo bili razsvetljeni, nismo spodbujali življenja. In vsak novinar, vsak časopis, ki je spodbujal cepljenje, ki je spodbujal vse to, kar se je dogajalo zadnje 2 leti, bo mogel iti osebno v svojo sobo in se spraviti s svojim lastnim izvorom življenja. In ko to naredimo, potem je naše življenje gre v drugo smer. In potem smo evangelizatorji resnice. Evangelij pomeni, da širimo resnico, ne laž. In vsak, ki bo širil resnico, bo tudi blagoslovljen. Vsak, ki bo delal za prepire, za ločitve, žal ne bo blagoslovljen. Svoboda govora je zelo širok pojem. In jaz si želim, da bi vsi, tudi jaz, govorili samo to, kar je Božja volja. In vse to bi rekla danes z ljubeznijo. Hvala lepa. Ivilijana, iskrena hvala za to tvoje, moram priznati, globoko spoznanje in globoke resnice. Zdaj si bom pa še jaz vzel 2 minuti svobode, pa bi sam takole rekel, vezano na Ivilijanino predavanje enakost pred zakonom. Ne? V Sloveniji so vsakomur zagotovljene enake, to smo o tem danes že govorili pri prekrških, človekove pravice in temeljne svoboščine. In ta člen se nadaljuje, 14. člen, ne glede na narodnost, raso, spol, jezik, vero, politično ali drugo prepričanje, gmotno stanje, rojstvo, izobrazbo, družbeni položaj, invalidnost ali katerokoli drugo osebno okoliščino. Vsi so pred zakonom enaki, namreč našteti v tem zakonu. Ne morem reči smo, ker ne spadamo vsi v te kategorije, ampak so, ker vsak spada v neko določeno kategorijo. Zanimivost pri tem členu je, da so ga leta 2004 spremenili, ta 14. člen. Pa veste kako? Z ustavnim zakonom o spremembi so ta 14. člen spremenili in sicer je bila v prvem odstavku tega člena, ki določa pač različne osebne okoliščine, ki ne smejo vplivati na zagotavljanje enakih človekovih pravic in temeljnih svoboščin, dodana še invalidnost. Izrecna navedba invalidnosti pomeni še dodatno ustavno podlago za poudarjanje enakosti pred zakonom. To je ustava. Rad bi vam pa prebral, kaj je podlaga tega člena. To bo zanimivo. Glejte, Galačanom, 3. poglavje, 28. vrstica v Svetem pismu. Pismo Galačanom pravi takole. Ni več Juda, ne Grka. Ni več sužnja, ne svobodnjaka. Ni več moškega, ne ženske. Zakaj? Vsi ste eno v Kristusu Jezusu. Ista stvar povedana drugače. Z drugimi besedami. Kristus je podlaga, Jezus je prinesel ljubezen. Zato rečemo Jezus Kristus, ker Hristos pomeni ljubezen. In nobene razlike. Ali moški, ženska in tako naprej. Zanimivo je pa še en tak stavek v Svetem pismu, to je pa pismo Kološanom, 3. poglavje, 11. vrstica, kjer pravi, kjer je to, namreč ljubezen, ni več Grka, ne Juda, ne obrezanega, ne neobrezanega, ne barbara, ne skita, ne sužnja, ne svobodnega, ampak vse in vseh je Kristus. Torej, vsi smo pred zakonom enaki, vsi smo v ljubezni enaki. Rad bi povedal, da to deljenje na cepljene in necepljene, na Jude in Grke, če damo to primer, na leve in desne, zdaj na Pirceve in na te druge, na SDS, na ne SDS, na to in to. To je umetno ustvarjena floskula, ki nam naredi politično shizofrenijo, duhovno shizofrenijo in nam jemlje svetlobo
da bi lahko skupaj živeli v miru in v ljubezni. In z ljubeznijo se nocoj poslavljam, vam želim lep večer in se vidimo naslednjo soboto.